Zanimivo to, ne, da vendarle današnja Slovenija, ni podaljšek, idej Levstika, pa Prešerna, ampak je Slovenija Lovra Tomana. To je zanimivo. Lovro Toman, človek, ki je prvi razvil slovensko zastavo, ampak ki pa ne vem, kaj je pomenil v tistem času. Lovro Toman je takrat aprila 1848 razvil v takratni Gledališki ulici, to je današnja Wolfova ulica, prvo slovensko zastavo, ki je bila pa v bistvu replika ruske. To je panslovanska ideja, je v ozadju. In zato še danes imamo skoraj da vse slovanske države v bistvu to tribarvnico, rdeča, modra, bela, pa s kakšnimi dodatnimi emblemi. Zato nas tudi zmeraj zamenjuje v našo veliko težavo in duševno stisko. Toman je delal to v bistvu na politični ravni, na ravni praktične politike. Zato se je takrat tudi na Dunaju zelo hitro zmenil za tisto podkupovanje, v bistvu šlo za podkupovanje. Dobili so koncesijo za gradnjo Gorenjske železnice, to je bila takrat najbolj modna zadeva in najhitreje se je dalo zaslužiti. Potem si to koncesijo, ki si jo dobil države, lahko takoj prodal naprej in to za velik denar. In to so tudi storili. Toman, Svetec in Klun in ves ta odbor železniški. Pragmatik, ampak... Liberalc tistega časa, ne? Recimo, da je bil po svoje liberalc, čeprav je spadal v staro slovensko formacijo, konzervativce neke vrste. Ampak on je že mislil z pametjo kapitala, kako bo narod obstal brez kapitala, ki je vendarle realna moč sleherne države, slehernega naroda. In on je to spravljal lepo na kup in je zanimiva ta epizoda iz njegovega življenja, ki vse pove praktično. On se je oženil z Josipino Urbančičevo Turnograjsko, ki mu je na porodu ali pred porodom umrla. Potem se je oženil pa za neko zgornje Avstrijko, ena gospa, ki je bila pa Nemka, čista. Zdaj to mu ni šlo čisto dobro skupaj, tudi učitelji so mu lahko. In ko je potem on umrl, mislim, 42 nekaj takega, 43 let star, za rebrno mreno, zelo banalno, tako rekoč, je še uspel pred smrtjo napisati testament, v katerem je prepustil vse svoje premoženje ženi pod pogojem, če se bo omožila z bratom Josipine Turnograjske, to se pravi bratom prve njegove žene. To se pravi, je moralo ostati na kupu. Levstika so prele obravnavala. Levstik, meni se zdi, da je še vedno, kljub temu, da je dosti napisano o njem, tudi ekranizirano nekaj odigranega, tudi med drugim Levstikova smrt, ki ste jo scenarij vi prispevali in tako naprej. Levstik je zame še vedno neodkrita, velika zgodba, kot Prešeren. A se vam ne zdi to, recimo, izziv? Predvsem je zelo heroična zgodba, tudi junaška. To je človek, ki se je dobesedno žrtvoval, zavestno, skoraj da mazohistično žrtvoval za neko idejo, za katero je bil prepričan, da je prava. In to je ideja samostojnosti slovenske, pa enakopravnosti jezika, pa vsega tega, kar je pravzaprav že bilo prineseno v slovenski politični in duhovni prostor z idejo o združeni Sloveniji. Ampak on je gnal to naprej. On je v tem času taborov živel in tako naprej, ko so na velikih zborovanjih to idejo združene Slovenije širili med ljudi, on je bil veliki govornik, navduševalec, če se je le dalo, ampak tako neusmiljen do samega sebe, da je v trenutku, ko mu je recimo to pomenilo popolno obubožanje, pristal tudi na to. In je bil znan tam nekje 68-69 leta, ko je izgubil službo pri Slovenski matici, zaradi tega, ker je bil prehud, prepiker in predivji do Blajvajza in drugih, da ga je prezmerjaški, je bil taka naturica, militantna, napadalna. On je takrat, to so takrat javno govorili po Ljubljani, pol kozarca vina popil in je bil pijan. Tako slaboten bil. Tako slaboten, popolnoma izčrpan. In so mu potem iskali službo na Dunaju. In na Dunaju potem prevajal zakonik takratnega cesarstva, sproti so prevajali vse jezike narodov in narodnosti, bi rekli po starem vokabularju avstrijskega cesarstva, in tu je Levstik deloval kot prevajalec v slovenščini. Ja, in to bom rekel, umrl s težavami takimi in drugačnimi. Zanimivo, če bi recimo se lotili tega pisanja
recimo nekega scenarija za neko nadaljevanko spet. Se ta zgodba, gospod Kmecel, pravzaprav ne bi bila bistveno drugačna, kot je bila zgodba o Prešernu. Ne. Tisto, ki ste jo vi prispevali. Prav nič, ker veste kaj, mi delamo, ni to napaka, ne, ampak to je zelo človeško in nismo edini, nasprotno, to je v strukturi ali v značaju vsega človeškega. Mi delamo preprost enačaj med tistim, kar je Prešern ali pa kar je Levstik ustvaril duhovnega, kar nam duhovno pomeni. To so bila dva izjemno daljnosežna duhova, obe dva, in med njegovim zasebnim življenjem. Ne? Po drugi strani je pa tudi res, da vsega tistega duhovnega sveta brez zaznamovanosti s tem človeškim svetom, človeško dimenzijo ne bi bilo preprosto. In zaradi tega je prav, za moje pojme in po mojem prepričanju, da poznamo na vsezadnje oboje, kakšna je bila cena za vse tiste ideje in vizije in poezije in vsega tega, kar je Prešern spravil skupaj ali pa kar je ustvaril Levstik, kakšna je bila človeška cena za vse to. Ta človeška cena je bila pa grozljiva preprosto. Popolno samo uničenje, popolno samo uničevanje. Britkost po slovensko. Prosim? Pravite temu britkost po slovensko. Ja, britkost po slovensko, ja. Vete, Prešern, ne, ali se vam ne zdi recimo, da je bila ta zgodba, ki smo jo gledali, v bistvu bi morala predtem biti narejena neka druga zgodba, se pravi himnična, neka o Prešernu recimo, heroična in tako naprej, pa šele druga potem taka, bom rekel, človeška, počlovečena, z vsemi napakami, tem, da je bil pijanc, da je to, da je pravzaprav, da Slovenci smo najbrž občutljivi za to stvar in bi pričakovali najprej to himnično veliko zgodbo o Prešernu. Druga bi pa lahko bila malo drugačna. Ja, to je gotovo res. Ne, se tako himnično je delal že Kreft svoj čas, tudi kot neke vrste scenarij za film. Takšna himnična zgodba je v vseh romanih o Prešernu, ali je to od Ilke Vaštetova, ali pa to od Antona Slodnaka, recimo, Nestohneno srce ali kaj takega. Ampak seveda za gledljivo, zdaj bom pa tako povedal zelo obrtniško, za gledljivo zgodbo o Prešernu bi seveda vsa stvar ne prenesla nobene posebne, tudi ne uverturne himničnosti. Zelo težko. Zelo težko. Je pa ono drugo, v kar smo mišli tudi z gospodom Slakom, ki je režiral celo zadevo, zlasti seveda je on tisti, ki je oblikoval celo zadevo na koncu, je pa seveda zelo spodrsljiva. Veste, prav zaradi tega, ker v vseh nas tiči tisto, kar bo se zdaj videlo 8. februarja ponovno, vsako leto, vsaj enkrat ali pa okrog 3. decembra to vidimo. Vsi bojo recitirali o vrba srečna draga vas domača, često in pa ne bo segel spomin v bistvu ali pa nič drugega, kvečemo morda še kakšen drug tovrsten sonet, medtem ko tiste njegove najdaljnosežnejše, najgloblje ideje so recimo, kaj so v kakšnih nekrologih za Čopom ali pa v sonetih Nesreče ali kaj podobnega spravljene, ti so nam pa že ne tekne več dobro. Ne? Ampak Prešernov mit, če lahko govorimo o mitu, ne, Janko Kos pravi, da ni mita. Ne. A je mit, to pa? Je mit, ne. Prešernov mit s to dramatizacijo, s ekranizacijo pravzaprav ni bil ničemer porušen. Ne, ničemer. Ne. Razen, da se je nekaj seveda prešolsko izobraženih ali poznavalskih Prešerna razburjali in zgajali. Hvala Bogu, normalno. Hude kritike so bile tudi. Prosim? Hude kritike so bile tudi. Tudi. Mrak, recimo, Ivan Mrak vam daje prav, nekoč je napisal, recimo, da je oder prostor za prikaz človeških, za prikaz življenja pravega, nobenega eksperimentiranja. Tako da človek potem, da je prizadet, ko to vidi. Mislim, da ste tlele vendarle pravo stvar prikazali. Ne? Ja, ali pa mogoče celo malo predaleč, tudi, ne? Tudi to je možno. Ne bom nič rekel, da je to idealno napravljeno. Zdaj, glede Maraka. Stvar, kako je bila potem napravljena. Najbrž je razlika med scenarijem. Eno in drugo. Ja, seveda je precejšnja. Praviloma ne more biti drugače, ker to sta dve videnji. Eno je, vsaj dvoje videnje. Eno je Piščevo, eno je režiserjevo. Ampak Ivan Mrak, recimo, je bil seveda posebne vrste mož, ki je seveda tudi na svoj način pojmoval življenje. On je postavil na oder himno, on je postavil na oder zmeri mit. On je dobesedno gradil te svoje odrske zadeve na neki himnični viziji in vznesenosti, na patetiki in tako naprej. On je tako pojmoval tudi življenje. Ne?